Rebalans se v prvi vrsti sprejema zaradi prilagoditve veljavnega proračuna zakonskim spremembam. Konec leta 2017 je bil spremenjen pravilnik o določanju podprogramov, ki se financirajo iz povprečnine, in zaradi tega je potrebno nekatere podprograme preknjižiti na nove postavke. V rebalansu se zagotavljajo tudi dodatna sredstva za plače, ki so potrebna zaradi napredovanj in odprave plačnih anomalij. Vrednost rebalansa znaša 137,5 milijonov, torej za 5,5 milijonov več od veljavnega proračuna, pri čemer je 3,5 milijonov prenosov ostanka sredstev iz leta 2017, v globalu se torej proračun povečuje za 2 milijona. Dodatna sredstva bo občina tako namenila področju komunale, trajnostne mobilnosti, kulture, športa in dobrega pol milijona evrov za ureditev veznega hodnika ter telovadnice osnovne šole Janka Padežnika. Dodatno zadolževanje si je občina omogočila s poplačilom neugodnih kreditov z ugodnejšimi, kar pomeni, da lahko sredstva namenjena poplačilu glavnice in obresti nameni razvoju mesta. Energetska sanacija je eden izmed takšnih projektov. In gre za energetsko sanacijo javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor in preverjanje oziroma preračunavanje možnosti financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva. Kot veste, je na Mestno občino Maribor zasebni partner naslovil vlogo, po kateri je izrazil interes, da bi vlagal lastna sredstva v energetsko sanacijo. Pri javno-zasebnem partnerstvu bi občina prihranila dobrih 7 milijonov evrov, ki bi jih lahko namenila za projekte, ki takšnega partnerstva ne omogočajo. Pri energetski sanaciji naj bi bil najresnejši zasebni partner občine Petrol. Zasebni partner je ponudil, torej tako kot tudi naši izračuni kažejo, okrog 400 tisoč evrov prihranka finančnega, torej gledano na cene oziroma stroške v letu 2017 prihranka. In pa pogodbeno dobo okvirno 15 let, da bi v teh 15 letih se lahko investicija povrnila preko vloženih prihrankov. Morda je pomembno omeniti tudi še to, da to je postopek, ki ga je predvidelo Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za finance, ki je že v letu 2016 izdalo smernice za izvajanje energetskega pogodbeništva in da Mestna občina sledi tem smernicam, kar pomeni, da ne oblikuje popolnoma sama pogodbe in ne določa pogodbenih določil. Župan je izpostavil še strukturno problematiko Zavoda za turizem Maribor, kjer manjšinski lastniki kontrolirajo delovanje zavoda. Problematično je predvsem financiranje, ki ga trenutno upravlja zgolj mariborska občina, zato razmišlja o ustanovitvi lastnega zavoda za turizem. Na koncu je še poudaril, da je občina v petek podpisala pogodbo z izvajalcem odra na Dravi, kar vliva precej optimizma, da bo oder postavljen že do letošnjega festivala Lent.